Kaj bi rekla, da je vama največja inspiracija, tako poleg Space Jama, pa to imata trenutno kakšen anime fave lik, po katerem se mogoče zgledujeta, po katerem hočeta kreirati osebnost ali pa razviti kostum še naprej. Ali pa mogoče iz same skupnosti, a so kakšni ustvarjalci, po katerih se inspirirata. Vem, da ti si izdelovalec Fursuitov, ne? Kako, mislim, iz časa ti črpaš inspiracije, kaj boš izdelal, komu boš izdelal? Kako je to povedati? A je težko, bi rekel, narediti načrt za nekaj tako ogromnega? Kako si zamisliš, glava mora biti v teh proporcijah, na primer? Iz časa... Fora je ti itak rabaš prvo ref sheet. To meni ti rabaš načrt, isto kot imaš omare za kuhno, recimo, rabaš načrt. Od spreden del, zadnji del pa stranski del. Isto je tako pri ref sheetu, to meni ti rabaš cel načrt, pač odločiti se, kakšen žival hočeš imeti, pa kakšen like oziroma barva. In potem greš naprej. In odkot črpaš moče materijale, je videl sem, da je recimo sama zasnova suta je precej podobna cosplayerjem, potem pa seveda zadnji layer je fur in podobno. Ne? Cosplay yourself. Iz časa, mislim, kako pridobivaš ta material, iz časa delaš ponavadi sam sut? Pa nič, vzameš papir, pa začneš risati te razne like, shape, barve, probaš kombinirati, pa da prideš nekje do tega. A pa recimo pogledaš kakšen anime, recimo, pa vidiš kakšen tam like, pa od njih probaš nekaj skombinirati in tako naprej. Je kakšen anime lik tako, ki ti je bil v inspiracijo? Večkrat, enkrat? Mogoče bolj BNA. BNA? Na koncu. Ok. Čakaj, na koncu. Kateri od BNA-ja, drugač, kateri lik? Mislim, ker itak main character is a shapeshifter, so... Res je. Tle je bolj težko odgovorim. Težko, ne? Ja. Ampak dejansko tudi commissione jemlješ, pridejo ljudje do tebe. Zdaj sem prvič, ko sem dobesedno odprl commission za prijatelja, kaj je hotel, pa tudi rekel sem, da bom probal še naprej, sem ne bi pa celega kostuma delal, kaj je kar velik dela. Kaj mi je tako neverjetno, mislim, med korono si začel, ti si še dobesedno novinc neke vrste, ampak samo delaš... Newbie, basically. Ampak, dude, to, kaj je zdaj narejeno, je tako perfektno. Prej sem še videl, ko si nam pa dajal za poskusiti, šivov se ne vidi, vse je tako mehko, perfektno. Vse je ročno šivano, več. Ja, ne resno, kako kurva je šlo noter v to. Kako kurva je, ker pač sicer, kakor si rekel, Gregi, relativno tako pozno si začel, ne, oziroma med korono, ne, to je par let nazaj, ne, ampak si glede na tole glavo zgleda, kot da si vložil in vlagaš ogromno ur truda in energije v to. Veš kako, če nekaj delaš, itak hočeš čim prej narediti. Sam spet, ti kad to delaš, narediš ful enih napak in pol začneš regretati. Labi to naredil, pa labi tisto changeu. Za tega kleka gledate, to je 2.0. To ni 1.0. Te specifične fursone. Sam kaj to pomeni v bistvu potem, ko greš nazaj, pa tako razmišljaš, kaj bi lahko še potem narediš enostavno še enega, poleg tistega prvotnega. Tisto je bil kakor prototyp in sem si rekel, bom naredil spet, ampak zdaj vem fore, pa moram tudi paziti, na kaj delam in sem si vzel ekstra cajt in sem si lepo v easy naredil. Ampak to pač basically pomeni, da ni tako, da greš prvotnega popravljati, ampak še enega narediš. Lahko tudi, sem je full dela. Prav, ne znam si predstaviti, so vsaki šiv posebej odrezati, potem daš ven element, da novega daš Ok, kje imaš prostor potem, da kipaš vse te fursuite? Nažalost v svoji sobi. Nažalost. Ampak to mora biti full fluffy. Ja, sej, če je mehko, gledajte, druga postelja. Tu sem pomeni, da moraš full sesati. Ojoj, če imaš alergijo na pršice, tako kot jaz, to zna biti hudič.